Šmarnično branje za leto 2020, pripravil ga je profesor dr. Bogdan Dolenc z naslovom Sveti Janez Henrik Newman, svetnik, ki nagovarja srca. Enaintrideseti dan. Bog me ni ustvaril v prazno. Kardinal Janez Henrik Newman je svoje zadnja leta preživljal med svojimi sobrati oratorijanci v Birminghamu. Pri sveti maši in v molitvi se je ljubeče spominjal vseh prijateljev in nasprotnikov. Vsi, ki so bili deležni njegove blage navzočnosti, so čutili resničnost besed, ki jih je o njem izrekel škof: v tem človeku je svetnik. Avgusta leta 1890 je z tega sveta, sveta senc in podob, prestopil v resničnost nevidnega sveta. Janez Henrik Newman je umrl, a to še zdaleč ni pomenilo konca njegove zgodbe. Nešteti ljudje so ga ljubili, občudovali in v njem prepoznavali enega najboljših in najmodrejših ljudi. Njegov glas ni utihnil, ampak je postajal vedno bolj slišan. Njegove knjige so še vedno na policah knjigarn in v rokah hvaležnih bralcev po vsem svetu. Prepričani so, da jim mora Newman pomagati bolje razumeti ta in prihodnji svet. Nešteti teologi preučujejo njegove spise. Še bolj kot njegove knjige pa je poučna in pretresljiva zgodba njegovega življenja. Kmalu po njegovi smrti se je o njem širil glas, da ni bil le velik pisec, mislec in pridigar, ampak tudi svetnik. Sam tega o sebi ni nikoli trdil, pač pa je večkrat premišljeval svoje dolgo življenje in se zahvaljeval za milosti, ki mu jih je Bog izkazal. V dogodkih je prepoznaval dobrotno blago luč, ki ga je spremljala skozi vse viharje. To je bilo življenje močne vere, upanja in velike ljubezni, življenje, ki izžareva lepoto svetosti. Newmanovo svetost je prepoznala in priznala tudi cerkev. V postopku za razglasitev in za blaženega so pregledali vse njegove spise, knjige, pisma in dnevniške zapise. To delo je zahtevalo največ časa, saj je pisal od otroških let pa vse do visoke starosti. Po vsem svetu so se v molitvah priporočali častitljivemu božjemu služabniku kot priprošnjiku. Bog jih je usliševal in prvi čudež na njegovo priprošnjo je odprl pot razglasitvi za blaženega. To je bilo čudežno ozdravljenje Američana Jacka Sullivana. Leta 2001 so se mu pojavile neznosne bolečine v hrbtenici. Zdravnik mu je napovedal, da bo verjetno hrom in priklenjen na voziček. Moral bo prekiniti pripravo na posvečenje za stalnega diakona. V molitvi se je obrnil na božjega služabnika Janeza Henrika Newmana. Prosim, kardinal Newman, pomagaj mi, da spet shodim in postanem diakon. Bil je čudežno uslišan in naslednje leto posvečen. Janeza Henrika Newmana je za blaženega razglasil papež Benedikt XVI. 19. septembra leta 2010 med svojim pastoralnim obiskom v Veliki Britaniji. Pri obredu je službo diakona opravljal ozdravljeni Jack Sullivan. Papež je povedal, da se blaženi uvršča v dolgo vrsto svetnikov in učiteljev, ki prihajajo z britanskih otokov. Poudaril je njegovo plemenito učenost, globoko človeško modrost in prisrčno ljubezen do Gospoda. Navajal je njegove besede: Bog mi je izročil poslanstvo, ni me ustvaril v prazno. Za razglasitev za svetnika je bil potreben še en čudež na Newmanovo priprošnjo in se je zgodil, in to v Chicagu maja leta 2013. Mamici Melisi Villalobos, ki je pričakovala 5. otroka, so se med nosečnostjo pojavili nevarni zapleti. Ti so ogrožali njeno in otrokovo življenje. V skrajni stiski se je obrnila na blaženega Janeza Henrika in v istem trenutku doživela trajno ozdravitev. Medicinska komisija jo je potrdila kot nerazložljivo. Otrok se je rodil zdrav. Zatem je podarila življenje še 2 otrokoma. 13. oktobra 2019 se je družina s 7 otroki v Rimu udeležila razglasitve Newmana za svetnika. Pri papeževi maši so vsi skupaj na oltar prinesli darove. Navzoč je bil tudi 80-letni ozdravljeni diakon iz Bostona.
Grobovi oratorijancev blizu Birminghama so skromni, preprost križ z imenom. Zadnje besede, ki jih je svetnik namenil svetu, so vklesane na spominski plošči v oratoriju. Ex umbris et imaginibus in veritatem. Iz sveta senc in podob je prestopil v resničnost. Iz Newmanovih duhovnih spisov. Marijina podoba je kakor knjiga, v kateri beremo hkrati skrivnost človečenja in milost odrešenja. Kraljica vseh svetnikov, prosi za nas. Sveti Janez Henrik Newman, prosi za nas.